And so, ladies and gentlemen, it's time for our main event and final fight of the evening. Let's do it one more time, Medlin. And so, please welcome firstly to the blue corner from Poland, Maciej Gradecki. Naslednji, oziroma predzadnji, lahko rečemo, proti kletki prihaja Maciej Gradecki, ki je vskočil kot zamenjava za tekmeca Mateoša Mesaroša, ki je borbo odpovedal in je vskočil kot zamenjava za nasprotnika Tomasa Spahovića. To je tudi ena izmed tistih težav, ki so imeli organizatorji pred samim dogodkom, veliko odpovedi, tudi Mesaroš je odpovedal. Ampak če sem povsem iskren, morda celo raje vidim Macija Gradeckega kot pa Mesaroša, predvsem po tem, kar je Mesaroš prikazal proti Žgeli v Sarajevu, kjer res ni navdušil. Maciej Gradecki je dokaj neizkušen borec, 2 zmagi, 1 poraz v profesionalnem MMA, ampak ima 2 zmagi tudi ob tem v MMA-ju z golimi pesmi, kar je res, lahko rečemo, vojna ekstremna disciplina, ne? Ja, gre za promocijo Votore, polsko promocijo, ki nekako ponuja te borbe. MMA z golimi... Tebe tam želeli. Ja, z golimi rokavicami. Ne, odlični so, odlični, ja. Zelo pogumen, nevaren nasprotnik. Izgled morda ne izgleda nevaren, ne izgleda nekdo, ki bi lahko Spahovića, sploh pa Spahovića, ki tako fizično, tako impresivno izgleda, ogrozil, ampak verjemite, da bo danes težka borba bo za Toma danes. Morda bi po tistemu porazu proti Fabianu pričakoval, da bo imel pred seboj danes lažje delo, pa to ni. Mesaroš, ne? Tako. Tomo, the Beast Spahović! Pa ne samo zaradi poraza proti Fabianu, ampak zaradi tega, kakšen je tisti poraz bil. Ne rad uporabljam to besedo, ampak Fabian je praktično osramotil Spahovića v tisti borbi. Igral se je z njim na koncu, ja, se dal po tleh, ležal. Ja, vendar morate se zavedati enostavno, Spahović je tam ostal brez moči, brez kondicije, izdahnil. V takem stanju se boriti je nemogoče. To je ni, na koncu morda tako na hitro to izpade, vendar ne, Tomo je naredil napako, pretežka kategorija, prevelika mišična masa, 8 let premora, vrnil se. Sam mislim, da je celo sposoben se boriti in najbolje bi se boril v srednji kategoriji, do 84 kg. Še ta poltežka, 93, po mojem mnenju, mu je previsoka. Tomo bi moral, po mojem mnenju, konkretno spustiti vsaj 5 kg mišične mase, pa jih je že, no, od tiste borbe proti Fabianu v Sarajevu danes je 5 kg lažji, pravi. In še 5, enostavno, prevelika mišična masa, preveliko krvi kisika potroši za borbo, kot je MMA, mešane borbene veščine, prvi klinč, metanje udarcev, ne, moral bi biti še lažji, čeprav veselim se današnjega njegovega nastopa, rad bi ga videl s temi kilogrami, kako bo izgledal in upam, da bo Gradecki danes mu naredil nekaj, bom rekel, težav, da dočakamo drugo rundo. Rad bi videl Toma v drugi rundi. And this MMA rules bout takes place in a minus 97 kilogram catchweight category. This bout will be contested over 3 5-minute rounds. Your referee in charge when the action gets underway, Mr. Franco Kleeman. Introducing to you firstly in the blue corner, age 31. He stands at 180 centimeters tall. His record so far, 3 fights, 2 wins, and only the single defeat. He's representing Bone Breakers team from Poland. Please welcome Maciej Gradecki! And opposing him on the other side of the cage, fighting out of the red corner. He's aged 33 years old. He stands at 177 centimeters tall.
He brings a record so far of 15 fights with 8 wins and 7 losses. Representing American top team Zagreb from Sarajevo in beautiful Bosnia and Herzegovina, it's Tomo the Beast Spahovic! Both fighters to the center, please, for your final instructions. Guys, you know the rules. Listen to my comments all the time. Protect yourself all the time. If I say stop, it's stop. Touch gloves, step back. Takole vse nared za zadnjo nocojšnjo borbo. Poglejmo si podatke. 8 zmag, 7 porazov za Spahoviča, ki je 2 leti starejši od Gradeckega. 2 zmage, 1 poraz za Gradeckega. Sedaj se je borba začela in zdaj gre za res. Ja, Tomo si lepo vzeme čas, ni zaletel. Pri Gradeckem pa lahko pohvalim gibanje tudi v stran. Ne samo... Opa, Dobra brca sedaj Spahoviča. Ja, Gradecki dosti podoben žgel. V slogu. Ja, Gradecki ogromno teh odvečnih kilogramov, bom rekel, ne mišična masa. Predvidevam, da v manjšem klinču, če bi bila dinamika visoka, bi se znal hitreje utruditi kot Tomo. Tomo praktično zelo majhen izgleda. Borba bi se morala nekako odvijati v potežkih Dobra brca sedaj Gradeckega, ampak dobra kontra tudi Spahoviča, dobra desnica. Inside low kick lepo napada počasi, z low kicki Tomo, tako z desne kot leve strani, hitro da končam. Borba bi se morala do 93 kg odvijati, vendar zaradi Gradeckega je nekaj dogovorjena teža na 97, Tomo ima 95 kg, toliko je stopil na vago, toliko jih ima danes v sami kletki. Nevarno je poskušal Spahovič, seveda Spahovič mora pametno delati borbo, da ne bo potrošil preveč moči, ampak deluje bolje, kot deloval proti Fabijanu. Absolutno, lepše se giblje, lepše drži gard. Ne vem, če se spomniš proti, enostavno tisto je bila postava toliko mišične mase, da ga za kakšno fitness tekmovanje resnično veliko preveč. Opa, lepo s komolcem po telesu. Tudi ta levi direkt lahko rečem, da je zelo hiter za predistanco. Moti me pri tomu, predvsem ta desni overhand je prekratek, zato tu bi ga sedaj na mreži moral malenko zapreti, pa potem probati povezati desno. Predvsej višji borec je seveda Gradecki. Dobra brca sedaj Gradeckega, spet je poskušal dobro, Spahoviča. Spahovič se tokrat ne bo podajal v parter, kot je to storil proti Fabijanu. Takrat ni storil prav veliko škode, v parterju je bistveno več škode utrpel. Ja, škoda, tam se je utrudil, zelo se je utrudil tam. In ja, danes bi želel videti Tomota pri teh 95 kg, da dela celotno MMA borbo, tudi klinč, tudi parter, zakaj ne? Potem, kako bo izgledal v drugi rundi. Tako samo kickboksarski obračun, enostavno me ne. Želel sem odgovor predvsem na njegovo kondicijo. Ja, Gradecki počasi se mi zdi malenko sugaša. Zanimiv poskus Poljaka. Ja, vse stranski, čeprav tako izgleda smotano njegov izgled, verjemite, da je vse stranski in zaradi tega na nek način nevaren.
mislim, da je Fabian prisoten. Ja, je prisoten, je v dvorani tudi imel, Do konca je bila njegova, če se ne motim, njegov napotek Tomi. imel tudi intervju prej vmes med predborbami in pa glavnimi borbami z Ivono Hemen. Ja, malenkost arogantna ta hoja z nizko spuščenimi rokami Gradeckega. Še ena dobra borca Spahoviča. Zadnjih 10 sekund. Ja, Tomo si je vzel čas, kar je prav. Enostavno na hitro, 8 let se ni boril, potem pa tista težka borba pred domačimi gledalci v Sarajevu proti Miranu Fabenu. Enostavno preveč, mislim, pretežak nasprotnik in pa predvsem izven njegove kategorije in pa seveda tako domača. Velik je to pritisk, velik pritisk, tu si mora enostavno čas vzeti. Tako kot pri Ramosu morda izgledalo komu dolgočasno, pa vseeno za Andresa sem želel, da vknjiži teh 3x po 5 minut. To so izkušnje v kletki, situacije morda nekomu ne izgleda niti dobro, niti nevarno, pa vseeno so to izkušnje, bogate izkušnje za naprej, za razvoj nekoga v tekmovalca pravega in ja, danes tudi Tomi nekako, ni začetnik daleč od tega, ima 15 borov za seboj, pa vseeno, 8 let ne boriti se ni malo. In ja, začutiti to kletko, narediti danes morda celo do konca, do sodniške odločitve, nič narobe, vendar malo več pa more. Predvsem bi si želel videti več klinča in pa parterja pri tomu. Tako izogibati se pravi, vršti na hrbet, na polno, obrniti ga v zraku, na tla, nasprotnega, potem pa kar stopiti korak stran. Ne. Potrebno je vse delati, pred njim so borbe, čaka ga borbe, kjer bo moral vse delati in zakaj ne to že danes. Tako, začetek druge runde. Vsem povezati levo roko, pri Tomi pogrešam to, da poveže levo roko. Pri Gradeckem pa ja, malo bolj odločno stopiti naprej. Mislim, da je v prvi rundi imel en tak lep napad. Povezati brce po delu rok, enostavno vse, kar je Gradecki danes, ko je brcnil, je naredil to samostojno. Obema očitno odgovarja, ta pol distanca, nihče od njih ne želi v rušenju sploh govora njim. Tu bi Tomu moral narediti malenkost več, zdi se mi, da je Gradecki tisti. Ja, celo sodnik opozarja, ja, polna minuta je minila v pa ni praktično akcije, rundi, praktično niti probal ni nihče. Ja, lepo, serijo 3 udarcev, Tomo, samo še korak v stran. Nadaljevati, ne samo ustaviti se. In pa fintiranje, ja, veliko fintiranja. Opa, lep, direkt Spahoviča. Tako se daj celo povezal dvakrat to levo. Manj aktivna, ja. Ja, poskus rušenja da. Brez prave. Slaba distanca, to je tisto spotikanje bolj tajskih bokserjev kot pa rokoborcev. Ko stopiš za stegno nasprotnika praktično s prvo roko preko prst, preko ramen, nagneš preko te noge, katero si podstavil. Ja, ni prav veliko akcije v tej drugi rundi. Ja, tudi Gradecki je netipičen borec. Težko se proti takemu borcu boriti večkrat, tako umeni nekako, ko nekdo tako netipično se že giblje. Povem, da včasih še sam postaneš tako nekako čuden, smotan, po domače povedano, ravno zaradi sloga nasprotnika. Mislim, da ravno s tem menjavanjem garda, te neka čudna fintiranja Gradeckega danes Spahoviču delajo manjše težave. Tu more, zakaj ne, tu bi moral slediti v parter,
tudi ground and Zagotovo pound. se spominja tiste borbe proti Fabijanu, ne? Pa vseeno, no, ground and pound je nekaj, na čemer more Spahović graditi in to je njegov slog borbe. V parterju je to borec, ki mora biti, prvotno je rokoborec Tomo in tehniko rušenja smo videli, da je ima odlično. Enostavno vreči nasprotnika na tla, mu slediti in pa uveljavljati to zgornjo pozicijo s težkimi udarci, s težkimi komolci. Ne, to si ne sme dovoliti. Mislim, da danes ta borba, absolutno Tomo je ime, ampak Capone in pa, opa, Sedaj je še zaključek, Spahović. ja, ranjen je, vendar nihče ne bo čakal na nogah, da ga nakotiraš, vsi bojo gledali nekako, da preselijo borbo na tla in tam bo Tomo danes bi Gradeckemu moral slediti, če ne prej pa v tem zadnjem poskusu, ko ga je že malenkost ranil na nogah z udarci, tako nadaljevati, slediti v parter in tam nadaljevati z udarci, z ground and poundom. Sedaj išče zaključek, sedaj je v težavah Gradecki. Tako. Mislim, da bo mimo nog bi moral. Ja, nekako če... Še ena kontra, spet na brco kontrira Spahović. Ja, podobna situacija, v kakršni se je Tomo sicer nahajal na drugi strani, no, v njegovi zadnji borbi proti Miranu Fabijanu. Zelo izčrpan, padal na tla, vendar Fabijan je bil sposoben borca zaključiti, medtem ko tu Tomo kar nekaj težav ima. Gradecki je po mojem mnenju na pol že zaključen. Ja, Tomo se zaveda, da tole zmago potrebuje. Ja, pa vseeno, no, težo main eventa je treba enostavno. Ja, upravičiti, sedaj Tako, ja. se sedaj zgodilo, kar obležuje na tleh Gradecki. Konec druge runde. Ja, Poljak ni storil kaj pretirano velikega v tej drugi rundi. Ja, vseeno, no, ko smo že pri točkovanju, prva in druga runda, po mojem mnenju, v korist Toma Spahovića. Ja, ampak Gradecki manjkamo ja. zaključek, ne manjkamo zaključek. V prvi rundi je Gradecki še bil malo na trenutke nevaren, kazal določene tehnike, s katerimi, če bi malenkost drugače, ob drugačnem trenutku sprožil in pa zadev Toma, bi bilo lahko zelo nevarno. V drugi rundi pa praktično brez neke prave nevarnosti. Tomo sedaj pravi, da češ, da nima kondicije. Ja, malo sarkastično. Tako, dočakal je tudi tretjo rundo. Ja, mislim, da bo vseeno to malenko stopil na gas. Opa, lepo, ja. Lepo, pravno trenutku. Ja, za nekaj sekund je samo ostal v parterju z Gradeckim Spahović. Ja, malo, vseeno malo več agresije bi rad videl pri obema. Preveč, opa. Načeta je noga pri Gradeckemu, zato je tudi zamenjal gard. Ja, zelo nizek tempo same borbe, dinamike prave ni. Več ali manj gledamo. Ja, zelo me spominja na trenutke, da ta borba spominja na Tomino prejšnjo borbo proti Ampak naši. Tomo je ponavadi pristal v parterju tudi potem, ko je prejel udarec. Gradecki pade kar sam.
slab poskus, double leg rušenja. Tu more Tomo sprejeti side mount in enostavno tu morajo državati komolci desnice. Tako, komolec je zelo nevarno orožje, dvakrat. Ja, škoda. Ne želi si danes parterja Toma, kar enostavno po mojem mnenju. Vabi ga v parter Gradecki. Ja, ni ravno borba Ja, ne, to. FNC je s prejšnjim eventom v Ljubljani naredil velik korak naprej. Videli smo pred tem, upam, da ste tudi vi sami pogledali tisti trailer za beograjski dogodek. Res izjemen povednik. Odličen, malo igralskih sposobnosti so pokazali vsi akteri, vsi borci, ki jih bomo gledali tisti večer. Dober poskus komolcem, sedaj Gradeckega pa bije kaznovan. Dva krošeja z desnico. Ne, tu Tom enostavno muči nas vse gledalce, ko ne sprejme parterja in ne zaključi enostavno Gradecki. Ja, in potem bo zagotovo izval Fabiana, ampak po takšni borbi... Misliš? Ja, mislim zagotovo, prepričan sem. Vse skozi pravi, da želi povratno borbo. Spet isti udarec ujame brco, na to udari z desnico, vse skozi to enako počne Spahovič. Tako, more resno povezati, iz garda odboksati serijo 3, pa odklon, korak v stran, pa še 2. Ne, Gradecki mora prenehati s temi obupnimi poskusi rušenj. Mislim, da ni sposoben Tomo zrušiti niti v začetku prve runde, ko je še polno svež, šele tako ob koncu tretje, ker enostavno. Ne, premalo agresije, krvoločnosti pri obeh, športna borba, preveč športna, Ja. da se čudno sliši, ampak vseeno, no, mislim, to ni ničemur podobno. Škoda, vseeno se mi zdi, da nekaj borb danes je bilo na lepem. Ja, predvsem tista pred tole, Capone in Georgadze sta... Capone, Georgadze, Sičaja, Ivan je tudi naredil lepo borbo. Tomislav je nokautiral tekmeca v prvi minuti. Ja, mislim, da prva borba danes in pa zadnja sta malenko se razočarali. Prva enostavno, brez pravega nasprotnika za Aleksića, Dobras ni upravičil, bom rekel, priložnosti. Medtem ko tu Gradecki, ne, to... Pa tudi Toma, tu bi moral iskati zaključek. Konec je borbe, konec je zadnje nocojšnje borbe, ki ni navdušila, ampak jasno je, kdo je zmagovalec. To je seveda Tomislav Spahovič, ki bo vknjižil svojo 9. profesionalno zmago. Prvo potem, ko je odslužil tisto svojo zaporno kazen. Tole zmago je potreboval, ampak iskreno, proti borcu, ki je prišel kot pozna zamenjava, ni navdušil. Ne. Sposoben je veliko več. Absolutno. Ampak že v začetku smo vedeli in sva to nekako tudi omenila, da to ni tisti veliki event FNC, da je to manjši dogodek v manjši dvorani z manj kvalitetnimi borci. In ja, vseeno, no, lepo, da je bil danes poligon za 14 borcev, FNC-nova kletka, kjer so lahko se borili in točno to potrebuje tu celo pokrajec nekaj kritike, vsaj ugibam, tako po izrazu. Ja, Pokrajac ni najbolj navdušen. Pokrajac seveda slovito ime regionalnega MMA-ja, nekdanji UFC-evec. Vse skozi ponavljam tisto njegovo borbo proti Janu Blahoviću na UFC dogodku v Zagrebu. Borba večera, takrat tudi zelo blizu je bil
zmage proti poznejšemu šampionu, pa v težki kategoriji. Pred začetkom te svoje velike kariere, lahko Pokrajec je bil dolgo, veliko let edini praktično sparring partner Mirka Filipovića. Je bila težka služba. Ja, si sparring partner Mirka Filipovića, so borbe lahke, ne? All three judges scoring this bout 30 points to 27 in favor of your winner in the red corner, Tomo the Beast Spahovic. And show your appreciation for a runner-up, Matej Gradecki. Ja, seveda so v taboru Spahovića zadovoljni, ampak iskreno z njegovo predstavo ne more biti povsem zadovoljni oziroma biti na dno povsem navdušeni, kajti zmagal sicer je, ampak ni bilo to. Ja, mislim, če bi enostavno sprejel parter, bi že v prvi rundi lahko z GNP-jem s tehničnim knockoutom zaključil danes Gradeckega, ampak